Vaš sindikat se je pisno odzval na ukinjanje policijskih postaj oziroma na dežurstva v teh policijskih postajah po Sloveniji. Na ministrstvu smo slišali, ne gre za ukinjanje, pač pa reorganizacijo in optimizacijo delovnih procesov. Kaj se po vašem mnenju dogaja? Ministrstvo je dalo svoje pojasnilo, ki je daleč od resnice. Če bi lahko optimizirali delovne procese v policiji, bi policisti upravljali delo od doma, bi upravljali delo na neke druge načine, da bi bili dejansko dostopni ljudem kadarkoli, ko bi ti potrebovali pomoč. Ni res. Kaj se torej dogaja? Kadrovsko je policijska postaja Slovenska Bistrica tako podhranjena, da enostavno niso več sposobni opravljati patruljne službe z obstoječim kadrom in so morali poseči po skrajnem ukrepu, se pravi ukinitvi dežurne službe, da lahko zagotovijo tisto edino in eno policijsko patruljo tekom dneva, tudi tekom noči zaenkrat, da je pač na razpolago občanom. To ne pomeni več policistov na terenu, daleč od tega. Prej sta bila dežurni policist in policijska patrulja. Nekdo se je lahko obrnil na policijsko postajo kadarkoli kot žrtev nasilja, kot otrok, ko rabi pomoč. Slovenija oglašuje policijske postaje kot varne točke, kamor se lahko tisti, ki rabijo pomoč, zatečejo kadarkoli. Ne drži. Pravite kadrovska stiska, ampak sprašujemo se, je ukinjanje teh nočnih dežurstev tudi posledica uveljavitve Šutarjevega zakona, torej da je več policistov na območju policijske uprave Novo mesto? Moj odgovor je ne. Ni to razlog zaradi Šutarjevega zakona, ker že do zdaj je bilo ukinjenih veliko policijskih dežurnih služb, že do zdaj, ampak v tem primeru Slovenske Bistrice enostavno zadeva gre v skrajnost, ker policija govori eno, pisna pojasnila nakazujejo, da je vse v najlepšem redu, da policija zagotavlja, optimizira in deluje. V resnici policija ni več sposobna zagotavljati optimalnega delovanja, ker ni kadra. Policijske postaje se združujejo, morajo se združevati, da vsaka policija da osebo ali pa dve, da dajo skup neko patruljo, da pokriva večje območje z eno patruljo. To ni optimizacija dela. No, vaš sindikat je posredoval nekaj podatkov, kar občutno manj policistov je kot leta 2012, še posebej v policijska uprava Koper, Maribor in Novo mesto, to smo videli tudi na zaslonu. Zakaj policisti odhajajo iz policije? Zakaj odhajajo iz policije? Zaradi odnosov, zaradi delovnih procesov, kot pravi policija, zaradi delovnih procesov, ki so neurejeni, se pravi, delovni pogoji v policiji so slabi. Razen, da imamo v zadnjem času res dobro opremo in bistveno boljšo kot nekoč, so dela in naloge tiste, ki so nedorečene, vedno več se od policistov zahteva, vedno več morajo opraviti ob istih pogojih in zaradi kadrovskih manjkotov morajo upravljati praktično 3 dežurne službe preko vikendov, vsi, ki so na razpolago. Nekdo, ki prije danes delati v policijo, ne bo za svojo družino, za svojimi bližnjimi, ampak bo 3 vikende posvetil policiji, enega po zakonu pa pač mora biti prost in takrat je na razpolago družini. Ampak recimo, ko gledamo te podatke za Slovenijo, posebej se omenila Koper, Maribor, Novo mesto, torej nekatere uprave se zdi, so še posebej v kadrovskem primanjkljaju. Kaj se dogaja točno v določenih območjih Slovenije? Kaj se dogaja? Kadar je starejši, to je prvi odgovor. Kadar je starejši, stari odhajajo, novih ni. Na policijski upravi Koper, Nova Gorica, novih policistov praktično ni nič. Noben noče biti policist v tistih krajih, ker se najdejo boljše službe, kjer so plačani boljše in ne delajo po dnevi in po noči, vse dni v tedno, ves mesec. Po drugi strani policijska uprava Maribor, Murska Sobota in Celje imajo zadost kadra, zadost interesa za policiste, ki bi zasedli delovna mesta v teh policijskih postajah. Ampak, ker je primanjkljaj drugod po Sloveniji, so ti policisti iz štajerskega konca premeščeni pa napoteni na delo v Ljubljano, Koper, Novo Gorico in posledično dajo odpovedi in odhajajo. Na koncu ni nobene koristi za nobenega. Kaj vse to pomeni za varnostne razmere v Sloveniji, v občinah, kjer recimo teh dežurstev ni? Nekaj ste o tem že dejali na začetku. Varnostne razmere se bodo začele slabše, to je dejstvo. In statistika, ki jo prikazuje policija, je zgolj statistika. Za primerjavo sem poiskal podatke iz leta 2013 kot merodajni podatek, mogoče, da ne bomo skozi operirali z nekimi podatki. Leta 2014 je bilo v Sloveniji skoraj 94 tisoč zaznanih kaznivih dejanj. Preiskanih jih je bilo 44 tisoč. Leta 2024 je bilo teh kaznivih dejanj 59 tisoč zaznanih, pa preiskanih 30 tisoč. Zakaj
je 30 tisoč kaznivih dejanj manj, 14 ali pa 13 let kasneje. To morajo odgovoriti pristojni. Dejstvo pa je, da se statistika vedno prikaže na takšen način, da policija izpade dobra in učinkovita. Pa ne zmoremo tega več. Kaj predlagate Kaj predlagamo? v sindikatu? Država, odgovorni v državi in vodstvo policije bodo morali počasi napraviti korak naprej, da prikažejo dejansko stanje na posameznih policijskih enotah, na posameznih policijskih regijah, takšno kot je, brez olepšav, brez obljub, da je varnost stabilna, da je policistov dovolj in da se enostavno samo optimizirajo delovni procesi. Potrebno bo napraviti korak naprej, da se pač prikaže, da tu nekega dela več ne moremo zagotavljati in opravljati, zaradi česar pač potrebujemo pomoč. Pričakujete pogovore? Bo vaš odziv, po vašem mnenju, sprožil nek odziv tudi ministrstva, politike? Od koga pravzaprav pričakujete ta odziv? Odziv pričakujemo tako od ministra za notranje zadeve, ki je v zadevi tudi seznanjen, ker spremlja to, kar delamo in pišemo, kot od odgovorni državi, tudi od predsednika vlade, če smo že pri tem. Kaj bodo napravili, da bo ta policija obstala? To je na njihovih ramenih. Dejstvo je, da če ne bodo napravili nič, pa naslednje leto, ko je volilno leto, bomo spet izgubili eno leto, potem bo varnostni sistem v Sloveniji razpadel, ker bo naslednje leto po pričakovanjih zaradi upokojitev, zaradi odpovedi odšlo do 500 ljudi iz policije.